Tanja Žagar. Vem, da si se hotel le igrati z mano zdaj. Sam si ti, jaz pa carica. Manca Špik. Ne morem si lagat, vse na kvadrat je s tabo. Alja, Zvezdana Mlakar, Iva Krajnc, Tanja Ribič in tako naprej. Kaj pa sploh naštevamo? Močne ženske na slovenski sceni. Tiste, ki imajo na nas največji vpliv, so samozavestne, lepe, uspešne in še veliko več. Tiste, ki so prevzele odgovornost za svoje življenje, vedo, kaj želijo, kdo so in kam gredo. Priznajo svoje pomanjkljivosti in se zavedajo svojih dobrih lastnosti. Kar se mi zdi še bolj pomembno, je pa to, da zelo rada poslušam in znam poslušati. In se mi zdi, da ljudje, ki znamo poslušati, imamo zelo veliko od življenja. Se zelo veliko naučimo, veliko novega spoznamo oziroma dobimo veliko tem za razmišljanje o tem in onem in o svetu in o življenju in o odnosih in o vsem. Močne ženske sledijo same sebi in svoji poti. So pristne in iskrene do sebe in drugih. Njihova komunikacija s prijatelji, družino, sodelavci in z vsemi, ki jih obkrožajo, je jasna, odkrita in poštena. Ženske ali ženska, ki jo opisujemo, je našla stik s seboj, živi tukaj in zdaj in to s strastjo tudi pokaže. V bistvu sem res uspela biti tukaj in zdaj. V preteklosti tega res nisem znala. In to je res neprecenljivo in to je tisto, kar v naravi še najbolj, bom rekla, iz človeka vam potegne res biti v sedanjosti. Takšna ženska pokaže svoja čustva, tako veselje in radost, kot tudi žalost in jezo. Je v dobrem odnosu s svojimi čustvi in sama s seboj. Je strastna, samozavestna, spoštljiva, prizna svoje napake in se za njih tudi opraviči, če je to potrebno. Je lepa navznoter in navzven, predvsem zaradi ljubezni do sebe. Jaz sem se zaljubila sama vase. Žalostno pa je, da se mora velikokrat takšna močna ženska za to, kar je, opravičevati, češ da je preveč drugačna, da se je moški bojijo, da je ženske ne marajo. A pretvarjanje ni na njenem seznamu za življenje, zato tega ne sprejme in živi svoje življenje tako, kot sama hoče. Samo tvoja sem bila, zdaj uživa tebi pa dogaja, ki za več ne dam ti svojega srca. Ti pa rad bi, da se ti zgodi. O feminizmu se govori že zelo dolgo. Imamo takšne, ki so strastni privrženci, pa tudi takšne, ki to niso. Feminizem pa je sicer socialno gibanje, ki se v prvi vrsti osredotoča na zmanjšanje in izenačevanje enakosti med spoloma in promoviranja pravic, interesov in zadev ženski v družbi. Osredotoča se na zadeve, kot so načrtovanje družine, nasilje nad ženskami, porodniški dopust in ostalo, kar zadeva ženske in njihove težave v družbi. Nekaj, kar se še vedno premalo spoštuje, premalo o tem meni, pa imam pa doma dve ženski, tako da jaz to kar sem napadan s tem. Če pa končamo na bolj zabaven način, Domna Hrena smo pohecali in mu zastavili zanimivo vprašanje. Kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil zjutraj, če bi se zbudil v ženskem telesu? Je verjetno mogel iti najprej na WC, ne? Ne, kje pa? Če bi bilo to pri nas doma, bi bilo tako, da bi najprej pogledal, kak je z otrokom, da bi otroka prijel, ga odnesel, pa pošlihtal vse to, kar načeloma moja žena počne, medtem ko jaz še vedno ponavadi poležavam. Ne, se kafe pa jaz ponavadi skuham. Ja, to pa znam.